Lep pozdrav vsem, ki ste z nami v novih gorskih sledeh. Tudi v gorništvu, planinstvu je zelo pomembna komunikacija med različnimi generacijami, saj se na tak način mlajši lažje učimo od starejših, bolje poznamo njihova dejanja in jih znamo tudi bolje ceniti. Tudi v Sloveniji imamo svingo in to še mogočnejšo, kot je tista v Egiptu. Govorim namreč o svingi, ki se nahaja v severni Triglavski steni in kraljuje nad dolino Vrata. Visoka je le nekaj na 300 metrov, vendar je kljub želji in številnim poskusom dolga leta ostala nepreplezana. Leta 1961 sta jo prva preplezala Aleš Kunavar in pa Mikec Drašler. 5 let pozneje, leta 1966, pa je v tej steni nastala ena najbolj legendarnih smeri pri nas, obraz svinge. In v naslednjem prispevku bomo od predstavnikov različnih generacij slovenskih alpinistov, ki so povezani s to smerjo, nekaj več izvedeli o njej. Severno Triglavsko steno zaradi mogočnosti, pa tudi zaradi zgodovine, ki se je odvijala v njej, pozna pravično vsak Slovenec. Medtem ko del stene, ki se imenuje svinga, pa malo manj. Odkje je dobila ta ime in kaj je zanjo značilno? Ja, to je najbolj previsni in težki steber v Triglavski steni. Ime je pa dobila potem, ker je konfiguracija skal taka, da je zelo podobna egipčanski sfingi. Da je stena sfinge res težka, govori že dejstvo, da je preteklo 10 let, da ste sploh poskusili v tej steni. Pomeni 10 let od takrat, ko je Čapov Joža z Pavlo Jesih zlezel v srednji steber, ki je danes Čapov steber. Mogoče, kaj si je Čap mislil o tej steni svinga? Ja, mislil si je samo to, da je rekel, da tisti, ki bo preplezal, je pa res kerc. Dal je pa nam en nasvet, da je treba v zgodnji zimi ali pa v zgodnji pomladi jeti pod steno in potem, kako se je sneg prijel, se vidi, kje bi eventualno bilo mogoče splezati, tam, kje pa čisto dno, je pa nemogoče. In po tem njegovem nasvetu sem jaz enkrat z Nadjo Fajdiga šel pod galerijami, to je nasproti Triglavske stene planinska pot, in sem zagledal sfingo, ki je bila tako narahlo, lih prav je bila, in sem se usedel v narogovilo in sem narisal, kje mislim, da so možne smeri. Vsi ti poskusi v obrazu svinge so bili v bistvu eno samo garanje. Kje ste pobirali motivacijo za vse to? Ja, mene so že večkrat vprašali, zakaj sem plezal. In jim vedno odgovorim z znamenitim odgovorom Malloryja, ki se ne ve natančno, ali je prišel na vrh Mount Everesta ali ne. Te so me pa še veliko slabšo opremo Angleži, kot smo jo mi zdaj imeli. In so ga vprašali, zakaj, in je rekel, because it is there, zato ker je. Ker so tam pač te hribi, nič drugega. Jaz pa so me veliko že spraševali, je to strast ali ne vem koga. Potegnete nepopisno. In tisti, ki reče, da je plezal pa sončni zahod, občudoval se seveda laže, ker ga to popolnoma ne zanima. Ker je pa en čudovit občutek, da ko greš pod steno, se nabira v tebi strah. In potem je pod steno ponovadi ena polička, kjer se navežeš. In tam se tudi vsi, grobo povedano, posirjajo. Ker smo pa fini fantje bili, smo pa zmeraj to založili s kamnem, z enim takim možicom. Pa jaz sem vedno hotel iti prvi raztežaj naprej, ker sem komaj čakal, in tisti hip, ki sem prijel pa potegnil, je bilo pa konc vsega. Nobene treme več, nič, in pa sem šel. Ante je v obrazu svinge poskušal večkrat do tega končnega uspeha vajnega. Ti si pa v bistvu takrat bil prvo zraven. Kdaj so se pravzaprav navezala? Slučajno je do tega prišlo. Ante ni imel takrat nobenega partnerja in je vprašal mene, jaz sem bil seveda takoj za to in sva šla. Samo to. Nismo imela posebnega, sicer poprejšnjega stika, nismo skupaj plezala, ampak po svingi smo pa naredila še nekaj prav težkih smeri skupaj. Ta uspešen vzpon v svingi leta 1966 je v bistvu potekal zelo gladko. Zlezla sta smer v enem dnevu.
Čemu to pripisuješ? Ja, mogoče najnemu navdušenju do plezarije. In oba so bila navita, natrenirana in si nisem mogel predstavljati pravzaprav, da ne bi prišla čez. Enostavno želja je bila tako velika, da sem morala uspeti. In če je želja, potem najbrž tudi ni daleč do uspeha. V svojih najboljših letih si veljal za enega boljših prostih plezalcev pri nas. A si mogoče takrat kdaj pomislil, da bo ta smer preplezana tudi prosto? Ne, nikoli. Ampak dobro, časi se spreminjajo. Zdaj verjamem, da je to mogoče, ker pred leti sem celo sam plezal prosto. Recimo v Paklenici diagonalni riz, ki smo ga z Žoržem prvenstveno preplezala. In s to moderno opremo je marsikaj mogočega, kar takrat niti v sanjah si nisi mogel predstavljati. Streho recimo v Sfingi prosto preplezati nemogoče. Zame je bilo takrat nemogoče. Danes pa je to mogoče. Je pa zanimivo, da te proste vzpone v obrazu Sfinge v bistvu še vedno omogoča oprema, ki ste jo vi pustili takrat v vseh teh poskusih, tudi vidva v zadnjem poskusu v steni. Kako bi to komentiral? Ja, to se pravi, da smo takrat tudi znali prosto plezati. Sej, med dva sem bila mogoče znana za Antem potem, da ne zabijajo veliko. Da če ne zabijaš veliko, ne porabiš dovolj časa in gre hitro, pač smer opraviš v krajšem času. Se pravi, ne rabiš toliko moči že za zabijanje, ampak je pravzaprav napredovanje hitrejše, če se ne ukvarjaš preveč z varovanjem oziroma zabijanjem varovalnih klinov, če je to pametno ali ne, pa druga zadeva seveda. V tistem času ste se alpinisti vzponov lotevali zelo načrtno. In naprimer tudi pri Sfingi je kar močno vlogo imel tudi Turenc, v katerem se danes nahajamo, tukaj pod Čmarno goro. Kakšen? Ja, takšen, da smo tukaj trenirali. Tlele, ko zdaj jaz sedim, Peter je pa toliko bolj suh od mene, da je še tamle to nekaj splezal. Tole je bilo najtežje od najtežjega, tole tlele za mano je 6+, ki ga je prvi preplezal Milan Šala. Drugače smo bili pa vsak popoldne tle. 2 ure smo plezali, pa smo šli pa dan. Z bicikli seveda. Po prvenstvenem vzponu v obrazu Sfinge je preteklo skoraj 30 let, da je smer dobila tudi prvo prosto ponovitev. Kako sta sploh z Mihom prišla na idejo, da bi to smer splezala prosto? Pa pravzaprav se je vse skupaj zgodilo precej po naključju. Ne vem, midva sta bila takrat dost kompaktna naveza, plezala sva po plezališčih po zimi, poleti v hribih skupaj. In ena glavna obsesija so bile strehe, treba je bilo čim bolj previsno, čim bolj navpično, čim bolj, da je bilo čez navpičnico plezati in spravljala sva se v Loško steno plezati neko prvenstveno smer, ker so v tisto leto bila že tokrat tam, so potem nekako en dan ob enem pivu začela razmišljati, pa deva nekaj drugega probati, ne. A je kakšna fajn streha v Sloveniji, ki mogoče še ni bila prosto preplezana in seveda je bil odgovor takoj na dlani. Jaz sem se spomnil tele Sfinge, da so ljudje že poskušali noter, da so menda vsi zelo jamrali in takoj so poklicali 2-3 kolege, ki so imeli določene podatke o temu, izvedela, da je tam res menda tista streha zelo težka in ideja, ki se je porodila tako čisto mimogrede, je kar takoj postala tisti najin, zdaj pa morava to iti pogledati. Kaj pravzaprav pomeni, da v hribih neko smer preplezaš prosto? Ja, da se čez njo spraviš samo z pomočjo svoje moči oziroma svojimi spretnostmi na tak in drugačen način, kline in vrvi in oponke uporabljaš samo za varovanje, se pravi tudi 1 metra smeri ne smeš zgolfati, da bi se kaj parjel. Od začetka pa do vrha, kjer se smer zaključi, je treba plezati samo na moč, samo z svojimi sposobnostmi in samo s tistim, kar ti skala nudi, ne pa z tem, kar se uporablja za varovanje oziroma z umetnimi pripomočki, kot so lestvice, recimo gurtne, neke dodatne vrvi ali pa kaj takega. Prvopristopnike
je najbolj strašil del smeri, ki se imenuje giljotina. Kaj pa je vama predstavljalo največji problem? Ali pa kaj vas je najbolj strašilo? Ja, nama je pa najbolj problem predstavljala ta velika streha, ker sva vedela, da je zelo težko jo preplezati. Prosto sploh nisva vedela, če se sploh da. In sva 2 dni porabila samo zato, da sva jo pripravila, zato da sva lahko prosto plezala. Ogromno enih grifov je dol odletel, en klin je bil zabit tam, kjer je bil grif, pol kasneje. Medtem ko giljotina sama se nam je zdela pa izjemno lepa in en tak pravzaprav najlepši del smeri. Prvo pristopnika sta za ta vzpon veliko trenirala, tudi načrtno. Kako je bilo to pri vama? Midva sva trenirala nenačrtno, bilo je zelo slabo poletje, deževalo je veliko in smo pol morali plezati v Mišji peči, kar je neverjetno za avgust. Tukaj gor je bilo tako slabo vreme, da smo morali sred poletja hoditi v Mišjo peč in tako smo se natrenirali mimogrede, tam smo pač plezali 7C, 7C+, dan današnji 9T+, ne. In je bila forma pripravljena tudi za tak vzpon kot je sfinga. Nisva pa vedela, koliko je težek, tako da sva šele med plezanjem ugotovila, da je to tako težko. Sva si pa mislila, da je tam nekje čez v 9 stopnji, pa blizu 10. No in svinga je danes ocenjena ravno med tem 9 pa 9+, oziroma 7C+. Kar v športno-plezalnih merilih v bistvu ni toliko zelo zahteven vzpon. Vendar tu v svingi je vse drugače, o čemer priča tudi malo število ponovitev. Kaj tu predstavlja še dodatne težave? Dodatne težave predstavlja za današnje lene ljudi to, da je treba sploh gor peš priti, ne. To je pač 3 ure peš naokrog ali pa 2-3 ure plezanja po Prusikovi smeri pa do Podsfinge, ne. Tudi ni tako enostavno, ne. Težave predstavlja tudi to, da tistih detajlov ne moreš kar tako mimogrede naštudirati, jih si moraš pač čas vzeti in se ti komot zgodi, da tega ne boš zlezel v enem dnevu, tudi če si zelo natreniran, ne. Čeprav so mnogi, ki so zdaj to sposobni, ne. Čeprav nek smisel te sfinge se meni niti ne zdi toliko ta ocena pa ta težava, bolj se mi zdi to eno dejanje, da v bistvu poplezaš eno kultno smer, kultno zato, ker takrat, ko je bila zlezena, ne, je bila v bistvu ena smer, ki je bila nepreplezljiva, pa so jo kljub vsemu zmogli, potem so pa midva prišla, pa sva rekla, to se da pa tudi prosto, čeprav je izgledala nepreplezljiva, pa so tudi to zmogla in sva s tem v bistvu neko novo kategorijo dodala tej smeri, ne. Kaj je ta vzpon pomenil leta 1995, ko sta smer ponovila prosto, in kaj pomeni danes? Meni je to še vedno en najbolj ljubih vzponov v domačih gorah, ker je šlo za en tak precej razvpit problem, ki se ga je malo ljudi lotilo. Nama je to pol uspelo, Komisija za alpinizem je takrat ta vzpon razglasila celo za najboljši vzpon v Sloveniji v letu 1995. Mislim pa, da se tudi danes še treba kar precej potruditi, da to smer v celoti preplezaš prosto, kljub temu, da je kratka, je izredno jedrnata in tudi število ponovitev priča o tem, da je treba kar nekaj vložiti v to smer, če tudi je tako kratka. Si zadnji, 7. po vrsti, ki mu je uspelo brez svinge preplezati prosto. Kaj ti ta vzpon pomeni? Nič. Ne hecam se. Ta vzpon mi zelo veliko pomeni. Glede na to, da sem se za letošnjo sezono zadal tak cilj preplezati 9. stopnjo oziroma zgornjo 9. stopnjo v hribih in to na klasično varovanje in da mi to uspelo, mi zelo veliko pomeni. Poudaril bi pa to, da mi je ta vzpon uspel ob temu, da sem skoraj celo leto preživel na vrveh in delal, ker vsak človek potrebuje seveda denar tudi za preživetje in da sem zadnjo težko smer zgornje 9. stopnje preplezal konec februarja v plezališču in da za tak vzpon potrebuješ dober trening in veliko takih vzponov in da mi je to koncu avgusta uspel preplezati v bistvu s kondicijo, ki jo pridobim pri delu, sem s tem vzponom res zelo zadovoljen. Kakšne si imel pa občutke pri padanju na 40 in več let staro opremo oziroma varovala? V bistvu moraš te občutke nekako kar malo iz glave zbiti, zato ker občutek je dober drugače padati tudi na tak nadmorski višini, ker v bistvu pod sabo imaš res 800 metrov lufta in tam je tudi ta smer je zelo strma, se pravi padeš v prazen prostor, se pravi v luft. Glede varoval je pa tako, enkrat malo cvikaš, ko prvo padeš, ti je malo nelagoden, potem se pa navadiš in pač padaš. Je pa možnost, velika možnost, da se kakšno ta staro varovalo izpulj, samo glede na to, da jih je v tej smeri precej, rečeš si, da bo en že zdržal.
Kaj pa misliš, da bi mlajši plezalci, alpinisti pridobili s tem, da bi se danes mogoče še bolj družili s temi predstavniki starejših generacij? Ne bi rekel, da se mlajši alpinisti od starejših takole, v bistvu, ko jih opazujejo oddaleč, kaj naučijo. Naučijo se, če ratejo z njimi prijatelji, pa z njimi po hribih skupaj plezati, takrat se pa ogromno naučijo. Zato, ker so ene majhne stvari, kako se obnašati, v kakšnem vremenu, kako klin zabiti, kje iti, orientacija, vse te stvari. Če znaš gledati starejšega človeka, kako to dela, ne, pa se boš ogromno naučil. Ne. In na ta način, v bistvu, predvsem v navezah, v direktnem stiku se lahko naučiš. Ne. In ti si imel ravno eno tako izkušnjo. V bistvu si s prvopristopnikom Petrom Ščetininom tudi plezal, ne? To sem imel pa sreča, ja, da ko bi on ravno imel svojo 50-letnico, si je zaželel, da bi še enkrat ponovil Aschenbrennerja v Travniku in sva šla potem to skupaj plezati. Jaz sem bil takrat pol manj star in je bilo prav veselje z njim plezati in sem ga lahko samo občudoval, kako pri teh letih še tako krasno pleza. On je pri teh letih še špago naredil in nasploh pokazal razne veščine. Se spomnim, da sredi smeri je recimo meni en zatič padel dol, bil sem približno 20 metrov nad njim in on kljub temu, da zelo slabo vidi, je ta zatič mimogrede ujel. On je samo tako gor pogledal in cak ga je ujel, ne da bi trenil z očmi. Ja, Ali bil pa cel raztežaj. Pa si pa kajlo zabol? Ja. Pa sem pa jaz za tabo prišel. Meni se ni zdelo nič težko, ko smo vdrhali v leto, ko bi to je bilo 40 metrov. Ja, vem. Pa brez klinov praktično. Ja, vem. Kot vidimo, si ti še vedno vsaj delno aktiven v plezanju, v alpinizmu. Kako danes gledaš na alpinizem in mogoče na svoje vzpone v preteklosti? Na svoje vzpone sem gotov ponosen, vse tiste najtežje. To mi daje pravzaprav veliko zadoščenje in še vedno rad plezam, kadar je le mogoče. Sicer imam veliko drugih opravkov oziroma drugega dela. Zdaj, kako bi pravzaprav to primerjali, takratno plezanje pa današnje plezanje, je pravzaprav velika razlika. Ampak v zadnjem času, pred recimo 3-4 leti, ko sem plezal v Paklenici, sem se sjajno počutil z novo opremo. In pravzaprav sem bil takrat začuden, kako je mogoče, da smo s tisto staro, klasično opremo z gojzerji zmogli take reči in sem bil pravzaprav ponosen nase, da sem to zmogel takrat. Pri nas se vas že kar nekaj ukvarja s tako imenovanimi base skoki. Za kakšen šport pravzaprav gre? To je v bistvu ena zvrst padalstva. Z razliko od klasičnega padalstva se skače iz fiksnih objektov. To je na primer z visokih stavb, anten, mostov, pa navpičnih sten. Mislim, ta je za mene najbolj zanimiva. Med take stene, take naravne stene, s katerih se da skočiti, spada tudi naša svinga v severni Triglavski steni. Za kakšen skok gre? Ja, to je tako imenovani cliff skok, skok čez prepad. Svinga je verjetno pač zaradi taka markantna stena, za sam skok pa ni toliko zanimiva, ker je v bistvu samo 170 metrov navpičnice in kakšnega daljšega skoka ne moreš narediti. Razen s posebno obleko s krili, ampak ta skok je zaradi velike nadmorske višine, redkega zraka in majhne začetne višine zelo riskanten. Zdaj pa vprašanje, malo za hec, malo tudi za res. Kaj je lažje? 3 ure hoditi do nad svinge, a potem skočiti z nje? Lažje skočiti, čeprav je lepa hoja gora. Jaz mislim, da za te base skoke je ravno lepota v tem, da vložiš en trud, hodiš gor, plezaš in višek vsega je pa potem ta skok in let v dolino. Kako zahteven pa je drugače skok iz naše svinge? Ja, to ni en skok, naprimer skok z letala, ampak zahteva zelo izkušenega padalca. Padalo se mora odpreti stran od stene, ne proti steni. In to ni tak, da bi rekel, zdaj bi pa kar vsak dan hodil pa skakal tam dol. Kako se pa pred samim skokom skoncentriraš? Ja, naprimer ta skok
tehnično ni zahteven. Skočiš pač po 3 sekundah je že pedal odprto, ker je majhna višina v začetku. Moraš pa pač paziti, da ko skočiš, da se ne postaviš na glavo ali pa da si nestabilen. Zahteva res izkušnega bejzerja. So pa bejz skoki, tak šport, zlasti ti bejz skoki z naravnih sten, da v bistvu potrebuješ biti tudi delno alpinist, ne? Da sploh lahko skačeš. Ravno v tem je čar tega. Ne? Ti moraš na eno visoko steno ali goro prideti, potem pa skočiš dol pa letiš. In v tem jaz vidim tudi ena bejzerska smer je skoki v visokih gorah, druga so pa ti urbani, kjer je stolpnic, mostov, anten pa to. In ravno kombinacija alpinizma in bejzanja, Francozi to imenujejo paralpinizma, ne? Mislim, da je to tista prava smer. In tudi skozi več teh vrhunskih alpinistov se s tem zdaj ukvarja. In mislim, pri teh skokih je pa zdaj prava, mislim, ta smer, ki jo tudi jaz zagovarjam, letenje z tako imenovanim wingsuitom, to obleko s krili, kjer ti rabiš od 200 do 300 metrov na opično steno, potem pa samo dosti veliko strmino, da odletiš v dolino. In to je tisto, kar mene res zanima. Potem smo v bistvu alpinisti in pa bejz skakalci bolj povezani, kot si mislimo, ne? Točno to. Prvič, mislim, da je tudi ta mentaliteta ljudi, razmišljanja, smo z alpinisti dosti bolj nekako povezani ali pa na eni isti frekvenci, kot na primer bejzerji pa padalci klasični. In skozi več je tudi vrhunskih alpinistov, ki so se odločili za kombinacijo bejzanja pa plezanja.